Zmaga Barcelone s 5-2 nad madridskim Realom v Saudski Arabiji in prva lovorika v sezoni za katalonsko moštvo. Nejc, Denis, verjetno niti za trenutek danes nista podvomila v zmago Barcelone v tem finalu španskega superpokala. Ja, ne vem, verjetno Denis mislil, ko je bila izključitev Ščesnija, da bo še kaj, ampak da je to. Da se bo Real približal, tisti strel je bil res izjemen, ampak po tej izključitvi razen tega prebliska iz prostega strela ni bilo nekega klasičnega obleganja in da bi bila Barcelona kadarkoli ogrožena, tako da če potegnemo črto pod celo tekmo, jaz mislim, da Barcelona več kot zaslužena zmaga. Ja, gremo kar k prvemu golu v drugem polčasu, to je bil zadetek za 5-1, Rafinha ga je dosegel. Denisa, lahko rečemo, da se je tam prelahko poigral z madridsko obrambo. Ponovno je vse steklo po desni strani obrambe Real Madrida, tako kot smo v polčasu že dejali, absolutno preveč propustna obramba. To je preenostavno, lahko takole vidimo z eno podajo, z 2 dotiki je Rafinha stekel sam proti golu in potem tudi prenalahko obrnil obrambo madridskega Reala, 5-1, 48 minuta. K sreči za madridski Real, da je potem Ščesnik dobil rdeči karton, ker drugače bi lahko bilo tudi 8 golov danes. Ja, Nejc je na tej točki rekel, da bo končni izid 9-2 za Barcelono. Takšnega scenarija sicer nismo videli. Ko pa smo mislili, da smo že vse videli na tej tekmi, pa smo doživeli še to izključitev Ščesnija. Zunaj kazenskega prostora je nepravilno posredoval ob Mbappéju, prejel rdeči karton, a tukaj verjetno se strinjata, ni bilo nobene dileme. Ja, tukaj je šlo pač za Ščesnik želel tu preprečiti nekom Mbappéju, da bi prišel do žoge, bil prepozen v tej nameri in Stano ga zrušil. Mbappé je to dobro, začutil, videl in tudi prišlo do kontakta in na koncu po ogledu posnetka, mislim, da zasluženo tudi pač pravila so taka, da če bi verjetno bil znotraj kazenskega prostora, bi verjetno bil nagrajen samo z rumenim kartonom, nagrajen, no, pa še 11 metrov kot tako pa rdeč karton, pravilno odločitev. In Barcelona je na srečanje nadaljevala z 10-terico, prosti strel v prekršku Ščesnija pa je izkoristil Rodrigo, znižal zaostanek na 2-5 in Jaki Peña je samo prišel v igro in prejel ta zadetek, ampak a bi lahko tukaj sploh še kaj storil? Težko, tukaj mislim, da bi še Rafinha na poto, pri tem strelu res izjemen strel. Tu moramo vedeti, da tudi vratarji, ja, se velja za to, da če gre v tvoj kot, če se lahko izražam, je tvoj gol, ampak redki so vratarji, ki bi tukaj lahko bolje odreagirali, bi lahko, ampak ne moramo trditi, da je zdaj to gol na njegovo dušo, no, to je težko. In po tem drugem zadetku Reala se ti je zdel, Denis, madridsko moštvo se ti je zdelo kaj bolj suvereno na zelenici z igralcem več? Ne, niso se zdeli, nekako smo pričakovali, da bodo priključili, da jim bo ta zadetek, ki so ga dosegli, pa ta izključitev, da jim bo dali neki krilje, da bi se vsaj nekako lahko vrnili v tekmo. Ravno nasprotno, Barcelona še v nekih trenutkih celo držala žogo, suvereno držala žogo in ja, mislim, da je čas, da vsi alarmi začnejo goreti. Ancelotti je v igro poslal tudi Luko Modriča. Vemo, kako je dosegel tisti izenačujoči zadetek nedolgo nazaj na tisti tekmi z Valencijo v La Ligi. Tokrat tudi on ni mogel pomagati, da bi razigral Real v napadu. Mislim, da danes takemu Real Madridu Cristiano Ronaldo in Benzema v svoji najboljši različici ne bi mogla spremeniti poteka srečanja. Enostavno preslaba obramba. Sej dali so 2 zadetka Barceloni na El Clasico. To je svojevrsten uspeh, ampak prejeti jih 5, to pa je nedopustno. Ja, dejal si, da bi morali zvoniti vsi alarmi pri Realu. Nejc 2 tako visoke zmage Barse na 2 El Clasikih znotraj ene sezone. Vemo, da za tisto visoko zmago 4-0 na Santiago Bernabeu, zdaj 5-2 v tem finalu. Koliko lahko to vpliva na samozavest madridskega moštva, vidimo te razočarane obraze in na nadaljevanje sezone? Ja, in zdaj, če pogledamo, torej 9 golov v 2 tekmah, ne vem, kdaj je prejel Real toliko zadetkov v teh recimo 2 tekmah zapored. Ja, ni dober občutek, sploh če pomislimo, da je naslednji El Clasico v La Ligi, recimo v Barceloni, čeprav Barcelona zadnje čase ne blesti doma, ampak vseeno, verjetno bojo veliko bolj samozavestni igralci Barcelone na naslednjem El Clasicu, ki bo verjetno, če bo sta ekipi recimo kakor toliko konstantni v svoji formi,
verjetno odločal o samem vrhu lige. Še Atletico Madrid? Atletika nikoli. Atletico mislim, da odgovarja to, da govorimo, da javnost govori samo o teh dveh ekipah, ampak Atletik so zasluženo na vrhu in jaz mislim, da jim to zares odgovarja ta neka vloga, ko se ne pričakuje tega, ampak vedno bolj se bo tudi na glas govorilo o njih. Hvala vama za danes. Vidimo, da je vse nared za podelitev. Hvala tudi vam, dragi gledalci in gledalke, za pozornost. Gremo zdaj nazaj na stadion v Saudsko Arabijo, ko bo Barcelona dvignila prvo lovoriko v sezoni 2024-2025.